vabljeni na kanalu Metamorfoza z energijo ustvarjanja. Moje ime je Sabina in danes sem šla tu ven malo na sonček, pa najprej nisem mislila tega videa posnet, pa sem se odločila, da bom vseeno vam podelila eno mojo izkušnjo, ki sem jo doživela pred kratkim. Kajti vse to, kar se na tem kanalu pogovarjamo, govorim iz svojih lastnih izkušenj. Vsekakor sem tudi prebrala knjige, poslušala učitelje, predavatelje, vendar sem tudi zelo dosti stvari v svojem življenju, že kot bi temu rekli v narekovajih, dala skozi. In zato vam lahko povem iz lastnih izkušenj, da človek vse prestane, vse prenese. No, skratka, da skrajšam. Pred kratkim sem bila za svojo dobro prijateljico na enem srečanju, kjer sta bila povabljena dva zelo znana gosta. Ne bom ju zdaj izpostavljala, zato me je to srečanje poklicalo predvsem iz tega razloga. No, ampak ko sem prišla tja, se en gospod ni mogel udeležiti zaradi zdravstvenih razlogov. Drugi je bil super, tisto, kaj sem pričakovala, vendar sama organizator tega dogodka nekako nisem sinhronizirala in tudi ne moja prijateljica za to energijo, ker je bilo vse v smeri boja, kako moramo to narediti, pa kako moramo to narediti, pa da bomo mogli nekaj narediti. Nekako sem čutila, ker je tudi moje razmišljanje oziroma moje izkušnje so te, da dejansko moramo najti mir v sebi, ne se boriti za nekaj. Zato, ker če se bomo borili za nekaj, vesolje, vir, stvarnik vsega, kar je, kakor hočete imenovati, to energijo ljubezni in ustvarjanja, nam bo dalo še več tega. To je zakon privlačnosti. Če se mi borimo, bomo dobili še več za boriti. Če bomo pa mi v sebi našli mir, bomo umirjeno delovali v ljubezni, sozvočju z naravo za seboj, bojo pa tudi takšne naše izkušnje. In čakati rešitelja od zunaj, da nas bo prišel nekdo rešiti, nikoli ga ne bomo dočakali. Rešitelj smo mi sami, z svojim načinom življenja, z svojim razmišljanjem. Rečemo, da smo ustvarjalec svojega življenja, kreator, stvarnik, kakorkoli želite. Sami, z svojimi mislimi, s tem, da nadzorujemo svoj svoj ego, ki bi kar bezljal, pa skozi bi ti neke zgodbe daval. Glej, saj to ne zmoreš, to ne bo tako. S tem, da ga mi krotimo, da smo kreator oziroma opazovalec vsega skupaj, da se prepustimo vodstvu, stvarniku vsega, kar je, da nas nosi, da smo zaščiteni, da dejansko, zdaj to ne pomeni, da bomo samo sedeli in čakali, da se nekaj zgodi, ampak da ko je akcija, ko vemo, tudi zjutraj ne bomo ležali v postelji pa čakali, saj bo nekdo prišel, pa se bo pač me dvignil pa odnesel k mizi, da bom imel zajtrk. Ne, fizično je fizično, medtem ko pa čustveno in umsko je pa umsko. Tako da ne čakajte nekoga od zunaj in tudi kakršnokoli preizkušnjo imate v življenju, noben zdravilec, čeprav jaz razmišljam, da zdravilci ne obstajajo, obstajajo samo praktiki, ker zdravi Bog oziroma energija ustvarjanja, ki zdravi skozi praktika, skozi tistega, ki energijo posreduje. Ampak vsi mi smo bioenergetiki, vsi lahko zdravimo, tudi posredujemo energijo zdravljenja. Recimo otrok, ko pade, se vdari, kaj naredi mama prvo? Položimo roko, ga objame, poboža.
Mi nosimo svoje srce na dlaneh, ko se uskladimo z energijo. Tako da ne pričakujmo, da nas bo nekdo od zunaj rešil, da nas bo učitelj vodil. Ljudje, katere srečujemo, nas dejansko samo spomnijo vsega tega znanja, ki je v nas, ki smo ga pozabili, ki smo ga prinesli za seboj, ampak se ne spomnimo. Tako da vso znanje je v nas samih. Naša naloga je, da se spomnimo. Vsak praktik, bioenergetik, kakorkoli želite reči, nima čarobne palčke, s katero boste kar naenkrat zdravi, kar naenkrat boste brez problemov, kar naenkrat boste bogati. Tudi vsi ti seminarji, ko vidim, za kako veliki denar gre recimo za te retrite. Dobro, saj če so ljudje pripravljeni dati tako ceno za 2-3 dni druženja, sprejemanja, prejemanja znanja, njihova volja. Ampak kaj pa potem, ko pridete domov, potem treba to znanje uporabiti, potem treba vztrajati, ne 2-3 dni pa reči, saj to ne deluje, bom šel nekam drugam. Dejansko vsaki dan zavestno nadzorovati svoje misli, pozitivno razmišljati. Tako kot sem omenila že v enih prejšnjih videojih, dejansko zjutraj ne takoj skočiti pred telefon, na računalnik, ampak se vsaj za 15 minut zjutraj umiriti, dihati, si predstavljati čudovit dan, se zahvaliti, hvaležnost, ljubezen in to vztrajati. Ne potem, to ni 2-3 dni, to je način življenja. Tako da, ja, rešitelj ne bo prišel od zunaj. Nihče nas ne bo rešil, ne vesoljci, ne cerkev, ne kdorkoli, noben guru, nihče. Ampak rešil se bo vsak sam. In ko bomo naredili spremembo v sebi, se bo spremenil svet okoli nas. Zato, če mislite, da so vsi proti vam, če mislite, da se vam dogaja krivica, usedite se, razmislite, umirite se, preglejte svoja načela, vse, kar zagovarjate, napišite si seznam o vsem. In ko boste to prebrali, boste razumeli, zakaj se okoli vas določene stvari dogajajo. Želim vam čudovit dan. Razmišljajte, zavedajte se, da ne rabite nobenih gurujev, nobenih učiteljev, rabite samo naravo, da se sprostite, umirite. Zdaj, ko bo bolj toplo, bo tudi čudovito hoditi bosi po zemlji. In to je vse, kar rabite. Tišina, mir, prisluhnite sebi. Ne se bati, saj bojo prišle čustve, razna travma. Ampak ja, poglejte to, sprejmite, predajte naravi, predajte Bogu. Rečite, ti uredi to, jaz ne znam, jaz sem prišel do konca, uredi mi, tebi predajam vse to. In vse se bo uredilo, verjemite. Veliko lepih, čudovitih trenutkov vam želim, do prihodnjič, ko se spet srečamo. Lepo bodite, vse vas objemam in pozdravljam. Srečno.